Živijo! Kako? Super, super. A to je zdaj to, audio, video, klici, zmenki? Končno tudi na on, ne? Na mobilni aplikaciji on, od zdaj naprej audio, video, zmenki. Zdaj mi povej, kaj vse lahko jaz, če nekoga kličem prek audio, video, pridobim. Zakaj bi nekoga poklicala? Ja, zdaj, če boš ti klicala, boš ena izmed redkih punc, po moje, ki bo prva klicala, ne? Ker ponavadi moški začnemo dopisovanjem. Glej, zadeva je taka, da nismo naredili tako, da bi se lahko ljudje takoj klicali. Naredili smo tako, da se morata najprej malo tipkati. Torej, če tebi en moški nekaj napiše, pa ti nič ne odgovoriš nazaj, potem njemu ne pustimo, da te kar kliče, ne? Ker to je pol spam, ne? Tako da, vkolikor se ujameta v pogovoru, se vamo čez nekaj časa, ko se tipkata, odklenejo audio, video klici in potem lahko nekdo pokliče, tako kot sem zdaj jaz tebe. Pa tudi potem, če slučajno se zgodi kaj takega, ki ti ni všeč, lahko vedno blokiraš osebo. Tukaj gor na ekranu ti piše moteča oseba, blokiraj, pritisneš, pok, in zdaj lahko blokiraš to osebo, te ne bo nikoli pravzaprav niti več videla na ono, kaj šele, da bi ti lahko pisala. Ne? Kaj vse pa rabim za to, da se lahko tako gledava pa slišva? Ja, moraš biti član, ne? Torej, to je storitev, ki je na voljo članom, moraš imeti plačano članarino. Potem, kot sem ti rekel, morava se malo prej dopisovati, da lahko sploh kdo od naju pokliče. Pa tam v nastavitvah moraš imeti vklopljene audio, video klice, ampak to smo zdaj pač vsem vklopili, tako da, če pa slučajno ne bi želela uporabljati sploh, lahko pa tam izklopiš in te v nobenem primeru noben ne bo mogel klicati, ampak ni namen to, zato ker tole, kar zdajle delava, je super korak med tipkanjem pa med zmenkom v živo, ne. Se pravi, da se midva vmes lahko takole malo vidva, začutva, saj veš, če ti zgolj se tekstovno dopisuješ nekom, ne veš še točno, kakšen je ta človek, a ti bo všeč ali ne. Če se pa takole vmes malo pogovarjata, ti je pa že zelo jasen, na kakšen zmenek v živo se odpravljaš, ne. Meni se zdi tole super, me prav zanima, koliko bodo tudi naši uporabniki uporabljali in sprejeli audio, video. Mene tudi zanima, ampak kar smo videli zdaj po svetu, ko je bila ta korona, je, da so ljudje zelo začeli na ta način se pogovarjati, ker je na nek način nadomestilo za fizična srečanja nekaj časa, vse veš, te karantene pa to. Tako da zdaj, jaz bi tako rekel, če bo še ga ta korona biksala, bomo itak to uporabljali, če pa ne, upajmo, da ne, potem se mi zdi pa to idealen korak med tipkanjem pa med srečanjem v živo, ne. Probati je treba, kaj enkrat probaš, vidiš, da ne moreš brez tega, padaš noter, tako da. Zaenkrat je klepet takšen, kot je, če hočeš pa poslati kakšnega smajlja čez, ga moraš pa fizično, ne, tako da. Ali se pa sam nasmehneš, pa šteje še več. Velja. Ok. Se vidimo v živo.